Le nekaj kilometrov čez slovensko-hrvaško mejo je gorivo cenejše za 10 centov na liter. A kljub prihranku za okoli 5 evrov na polnjenje na eni izmed črpalk v bližini Čakovca ne beležijo večjega števila Slovencev. Malo, koji su tu pokraj granice i domaćini. V Avstriji je slika drugačna. Kakšnih 20 minut vožnje iz Maribora ob meji najdemo črpalko, kjer je gorivo cenejše za skoraj 15 centov na liter. Cenejši je, pa blizu imam. Gospod natoči nafto tudi za svoj traktor, v Avstriji pa pusti še nekaj evrov v trgovini. Hodim tudi v Špar, v trgovino, pa tudi v enem pa tankam. In kakšen je pravzaprav prihranek? Povprečna slovenska družina na leto prevozi 13 tisoč kilometrov in v enem letu, če bi tankali tukaj v Avstriji, bi privarčevali skoraj 140 evrov. Priložnost smo seveda izkoristili tudi mi in napolnili rezervoar službenega avtomobila. Tudi na ostalih obmejnih bencinskih servisih ni težko najti Slovencev. Ko se tu mimo peljem, večina. Recimo 3-krat na mesec. Kljub temu, da je tukaj prihranek manjši kot tam, kjer smo tankali mi, je razlika še vedno očitna. Pri superbenzinu med 5 in 10 centov po litru. Recimo na tank enih 5 evrov. Vse več ljudi ob meji evre za gorivo namesto v Sloveniji zapravlja pri naših sosedih. Takšna mala razdalja pa takšne razlike v ceni. To pa vprašajte naše gospode v Ljubljani. Ti gospodje tako z dviganjem cen goriva ne polnijo slovenskega, temveč avstrijski proračun.